Čudovite oblike sobivanja. Rubrika, kjer raztegujemo, analiziramo in drezamo v odnose, ki nas obdajajo. Dobil sem eno čudovito izpoved mlade mamice na Instagramu, ena klasično slovenska sosedu saga, verjetno večini vsaj deloma domača. Ok. Z možem in najino 5-letno hčerko smo se pred tednom dni preselili v stanovanje, v blok, v mirno mariborsko sosesko. Zelo hitro smo opazili, da imamo na drugi strani hodnika starejšo sosedo, ki iz stanovanja zelo očitno smrdi po cigaretah, zadimljeni vonj pa je prisoten tudi na hodniku. Ne najljubša situacija, predvsem zaradi hčerke, a tistih 20 sekund hoje po hodniku, pred vstopom v flat, pač preživimo. Je pa moja hčerka sicer živahna in čebljava punčka, ne bi rekla razgrajaška, pač rada govori, včasih, ko je navdušena, mogoče tudi malo bolj na glas, ampak 5-letnica kot 5-letnica. No, že tretji dan po vselitvi potrka na naša vrata soseda in reče, da res noče karkoli, ampak da otrok je pa res glasen in da v tem bloku smo nekako zmenjeni za tišino na hodniku. Rekla sem mi, da se sicer opravičujem, ampak da teh 20 sekund dvakrat na dan, ko bi utegnila slišati mojo hčerko, pa res verjetno ni tako zelo usodnih. A stara mama se ni pustila in je še bolj zagrizla svojim argumentom. Na tej točki sem, priznam, malo otročje postala nadrkana, naredila sem se neumno in rekla: dobro, bomo seveda poskrbeli za mir. Vas pa lahko še jaz nekaj vprašam. Slučajno veste, kdo od stanovalcev kadi v stanovanju? Se namreč močno voha na hodniku in mi ni prijetno, da mora moj otrok vdihovati tak zrak. Tetka je malo prebledela, nekaj zamomljala in odkrevsela nazaj v svoje stanovanje. Vem, da sem mogoče že tretji dan uničila možnost za dobre medsosedske odnose, a si nekako nisem uspela pomagati. Ja, no, to pa je ena taka klasika, ne, verjetno bi obe lahko situacijo navigirali na malenkost bolj zrel način, a hkrati razumem, da te v takih trenutkih lahko malo odnese. Ne. Mogoče en pladen piškotov za zakop bojne sekire. Iz osebnih izkušenj namreč lahko rečem, da se rajše kdaj ugriznem v jezik, kot pa da bi mogel enkrat na dan sklanjati glavo na hodniku.